Ja, takole sem pogledal malo naokoli in opazil, da se nekateri lotevajo tudi posaditi vrt. In veste, saj poznate tisto, en dan, da se zapije s prijateljem, eno leto, da se oženiš in če hočeš biti srečen vse življenje, vrt. In ti vrtovi so vedno znotraj same vsebine imeli razne pridelke. In ene od teh bomo pogledali, kako, na kakšen način so jih popolnoma na novo zasadili v Beli krajini in kako, na kakšen način delajo z njimi na Grmski kmetijski šoli. Ko so me povabili v Semič, sem bil vesel predvsem zaradi vsebine. Namreč ta vsebina mladim otrokom in pa tudi turistom, ki obiščejo te kraje, pokaže, kako na kakšen način naj bi bil zasnovan vrt v tistem pravem, pridobitnem smislu. Res, da je bil to bolj sadjarsko usmeren vrt, pa vendarno znotraj tega so našli mesto in prostor tudi za zelišča. In to ne kakorkoli. Namreč ljudje, ki so se organizirali znotraj tega, so vse postavili, pa jih poslušamo, kako, na kakšen način so zasnovali ta zeliščni vrt. Ja, v gobarskem društvu, Belokranjskem gobarskem društvu smo pač o tem tudi razmišljali. Prišle so ideje iz članstva. Veste, da vedno ni gob v naravi na razpolago in takrat se ljudje vseeno giblje po naravi in občuduje tudi zelišče. In zelišče je eno področje, ki je z naravo povezano, pa tudi s temi ljudmi, ki so tu aktivni. In smo pač dali idejo, da bi dejansko poskusili tudi nekaj vzgajati kakšne rastline ali pa jih občasno kje drugaj opazovati v naravi. Tako je prišla pač ta ideja v sodelovanju z sadjarji, ki so tudi imeli interes, ker čebele so tiste, ki se tudi v zeliščnem vrtu nahajajo, se v sadovnjakih nahajajo in so koristne živali. Je prišla ta ideja, da bi pač tudi v sklopu sadjarskega društva in pa gobarskega društva ta zeliščni vrt ustvarili. Na nek način pravite, da ste ta vrt postavili za svoje prostočasne aktivnosti, ko ni dela za gobarje v gozdu, ampak vendarno vse skupaj ste pripravili tudi za mladino. Vsekakor, mladina je tista, ki nas na vseh področjih nekako zanima in radi bi jo pritegnili tudi v sadovnjaku, tudi na zeliščnem vrtu, tudi pri gobarjih. In seveda je to interes, da se to prikaže mladini in da tudi obiskovalcem tega vrta lahko prikažemo nekaj še drugega, ne samo tisto, samo sadje pa samo sadjarski del, ampak tudi zeliščni del. No pa me zanima, ste se tega dela lotili povsem samoiniciativno ali pa je tudi širši interes znotraj vaše občine? Ja, to je pa še nekaj drugega. Občina se je tu podprla. Strani občinske uprave smo dobili podporo, strani županja prav tako. In če ne bi tega bilo, sigurno mi nismo organizacija gobarsko društvo kot tako, ki bi lahko to finančno nekako podpirala, ki bi lahko za tem stala. Tako da smo dobili podporo in obljubo, da nam bo občina pri tem pomagala. In če bo temu tako resnično sledilo, potem verjetno ne bo problemov. Poraja se mi vprašanje, gobe v gozdu, daleč stran od mestnega središča, sam zeliščni vrt pa v mestnem središču. Kako to skupaj? Ravno zato, ker takrat, ko ni gob, se pa lahko nahajamo tu v tem zeliščnem vrtu. In pač poskusili bomo še animirati še ostale, predvsem članice, to je bolj ženski del obveznosti in posla, ki se tu odvija, da se bodo tu udeleževale teh delovnih akcij, ki jih bomo imeli občasno in seveda nekdo bo mogel pa tudi vztrajno skrbeti za vzdrževanje tega vrta. Imamo enega člana, ki je malo bolj aktiven, ki tudi več pozna vsega tega. Ostali se mu bomo pa pridružili oziroma bomo poskušali pomagati. Zdaj, kako nam bo to uspelo, kako bo šlo v bodoče, bomo videli, imamo pa tudi strokovno sodelavko, ki nam trenutno pomaga in ves strokovni del pač sloni trenutno na njej. Ja, tako zasnovati vrt umetelno bi lahko rekel, je skrajno potrebno. Zakaj? Zaradi tega, ker veliko je tistih, ki doma vrta več nimajo. Namreč nekoč
Ni bilo hiše brez vrta, ni bilo vrta brez zelišč, ni bilo vrta, v katerem se ne bi vse dogajalo, kot smo rekli. Pa vendar to je potrebno, da je vzpodbuda, da take rastlinice ne sadimo seveda tudi doma. Če ni recimo na vrtu, pa lahko na balkonu. No, o tem pa bomo govorili še v kakšni drugi oddaji. Sami pa razmišljamo tako. Tako je v občini Semič, mi pa smo odšli tudi na kmetijsko šolo, kjer del pouka ali pa delček pouka zasnujejo tudi z vzgojo zeliščnega vrta, tudi v pridobitnem smislu, saj to, kot vidite po sejmih, kot vidite na stojnicah, je pravzaprav prava maksima znotraj same Slovenije. No in poslušajmo profesorico. Na kmetijski šoli se dijaki in študenti ukvarjajo z ekološko pridelavo in predelavo zelišč, dišavnic in zdravilnih rastlin. Poskusimo jih naučiti, kako se lahko in kaj dobi iz tega, kako bi recimo kot dodatno dejavnost na svojih kmetijah imali takšne predelave, takšne zadeve, da ohranimo tudi tradicijo in to zdravo prehranjevanje za naprej jih učimo, tako da lahko uporabljajo tudi ta zelišča za naravne izdelke, za vsakodnevno za prehrano. Ukvarjajo se zelo radi so na praksi, pri praktičnem pouku, pri diplomskih nalogah, tako da probamo jim pomagati, da se čim več naučijo o tem. Pri zeliščih bi morali povedati samo to, da je določena specifika skrita znotraj njih. Tam na Primorskem drugačna kot tu na Dolenjskem in tega se moramo zavedati in ne za vsako ceno zelišče v jed. Sicer pa turistično oportuno je, da se lotevamo vseh zadev na svoj najbolj izvirni način. In prav zaradi tega gremo v obnovljeno zidanico Grmske kmetijske šole na Trško goro. Takrat, ko razmišljamo o turizmu, moramo razmišljati o tistem, kar imamo mi, to, kar nas predstavlja. In zidanice so nekaj, česar nimajo vse povsod po svetu. Predvsem lahko rečemo, da v vsakem vinogorju so malo drugačne. In ta šolska zidanica, ki smo jo obnovili, je neka posebnost znotraj tega našega trškogorskega prostora, predvsem zaradi tega, ker takšnih ni več. In gre za nekaj, gre za bogato zidanico, in zidanico, ki ima tradicijo, torej šolsko tradicijo. Od 1886. leta pravzaprav že služi šolskemu namenu. In dodali smo zraven tisto, kar v zidanico sodi, prehrano. Danes smo preizkusili cviček, jutri bomo preizkusili salame, pojutrišnjim bomo preizkusili kruh. To je pravzaprav namen te zidanice. Naj se v njej dogaja tisto, kar ljudje smo in kar ljudje znamo. Pa najprej poslušajmo direktorja Grmske kmetijske šole, Grma Centra biotehnike in turizma, kaj pove v zgodovinskem in organizacijskem smislu o sami zidanici. Leta 1886. je Krajinski deželni zbor sklenil, da bo šolo iz Slapa pri Vipavi preselil v Novo mesto. Na Grmski grad, kupil je grad, kupil je živino, 250 hektarjev zemljišč in vinograd na Trški gori, 100 zidanico. Takrat je bila zidanica od nekega premožnega pravnika, advokata in zaradi tega je bilo vredno kupiti, ker je bila dovolj velika tudi za šolsko inštitucijo. Vsem tem času je klubovala za različne namene, za viničarja in seveda za orodje, za vino. Predvsem je dajala en poseben naboj na Trški gori, kjer se je okrog zidanice sukalo vse znanje, ki je bilo potrebno za vinogradništvo in kletarstvo, ki so nam ga podajali najprej primorski vipavci in seveda učitelji, ki so prišli z selitvijo šole. No, zidanica je potem tudi propadala, imela težke trenutke, ravno tako tudi vinograd, bil je nekaj časa tudi v sklopu Krke, zdravilišč preko samoupravnega sporazuma, narejena je bila klet, obnovljen vinograd, tudi sam sem takrat obnavljal ta vinograd, sedaj pa kot direktor centra po tolikih letih, po več kot 40 letih, smo ga pa posekali in naredili novega. Mislim, da je zidanica bila, ko je bila obnovljena preko Interreg projekta,
bil glavni namen dajati nekaj več tako v kmetijstvu, v vinogradništvu, predvsem pa v turizmu, ko gre za podeželje, še posebej v sklopu naše srednje šole za gostinstvo in turizem, kjer je ta zidanica še kako umestna. Naš cilj je bil, da v tej zidanici naredimo zgodovino, da naredimo pa tudi budućnost, da sije z kulturnim pa tudi z razvedrilnim leskom vse okrog in daje uk tudi drugim, ki bodo to znanje prenesli v svoje zidanice, v svoje vinograde in v njih nizali dogodke, ki si jih bodo radi spominjali in bodo polepšali njihovo življenje, ne samo vinogradnika, vinarja, ampak tudi vseh njegovih prijateljev. Veliko vas je tistih, ki sprašujete, kaj in čemu bo ta zidanica namenjena. Gre preprosto za zidanico znotraj Trške gore in že sama vsebina zidanice pomeni predstavitev tega pogorja, pomeni turizem, pomeni druženje, pomeni, no saj veste, kaj se je včasih v zidanicah počelo. No in poslušajmo direktorja naprej. Danes imamo še posebej priložnost tisti del naše kulinarike, somiljejstva, kjer združujemo vino s hrano. Cviček s salamo, s klobaso, z izdelki, ki pašijo k cvičku. Še posebej, ko gre zraven glasba, odlična naša narodna zabavna glasba, odličnih virtuozov, glasbenikov in mislim, da to daje še poseben pomen. Takega bogatstva, kot ga imamo Slovenci v kulinariki, v našem okolju, v naši arhitekturi, v naših vinogradih, tega nima niti ena država na svetu, zato moramo biti na to prvič ponosni, drugič moramo to uživati, povabiti prijatelje, goste, turiste in mislim, da nam bodo še mnogi zavedali po celem svetu, ker tega si malo kdo ne more privoščiti. In današnji dan, ko smo imeli tako glasbo pri nas, s tako kulinariko naših gostincev, naših kmetijcev, naših salamarjev, mislim, da je nekaj posebnega. Tudi Grm z našimi mesarji je tekmoval na salamah. Salama je vrhunski proizvod naše Dolenjske in prav zaradi tega je zaključek te prireditve, teh tekmovanj na Grmu, tukaj v naši najbolj eminentni zidanici v Sloveniji. Ja, tako pripovedujejo prifarci in lepo jih je bilo poslušati. Vsebina pa je bila skrita znotraj te same prireditve in sicer salamarstvo. Gre za velik del tistega, kar počnemo tu pri nas na Dolenjskem z neko zavzetostjo, kar počnemo organizirani in čemur lahko rečemo gibanje. Res, da se je vse začelo tam v Sevnici in sevniška tradicija je popeljala tudi Dolenjsko v ta krog, bomo tega rekli, salamarstva. No in
znotraj teh salam in salamarstva so izjemno pomembni sodniki. In danes je zaključek tega salamarskega leta, bomo rekli, v trškogorski zidanici, šolski zidanici, ki bo negovala to tradicijo izobraževanja za potrebe someljejstva, za potrebe ocenjevalcev, sodnikov na teh tekmovanjih. No in poslušajmo tistega, ki je danes, lahko bi rekli, na Trški gori zelo, zelo pomemben. V bistvu smo se letos nekako odločili, da podelimo uradno sodnikom, kateri so se šolali tukaj na grmski šoli, certifikate za sodnika Zveze društev salamarjev Slovenije. Kaj to pomeni? To v bistvu pomeni, da ta sodnik lahko ocenjuje salame v vseh naših društvih, ki so včlanjeni v zvezi. V bistvu v zvezi imamo predpis, da minimalno 2 sodnika morata biti predstavnika zveze, da je ta salamjada legitimna in da se te salame lahko tudi uvrstijo na državno prvenstvo. Sicer imajo društvo postavljeno lahko tudi druge sodnike za ocenjevanje salam, vendar da je legitimna salamjada, morata biti 2 iz zveze. Te sodnike smo nekako v parih zadnjih letih usposobili, v glavnem pa smo jih poslali tudi v letošnjem letu in bomo zdaj tudi podelili vse te izkaznice za certificirane sodnike in bojo tudi v naboru sodnikov. Poleg tega bojo ti sodniki dobili tudi opravo sodniško in da bodo v bistvu v imenu zveze opravljali tudi to delo. Več društev iz Dolenjskega, Posavskega in Belokranjskega prostora se združuje v to salamarsko zvezo, o tem bomo še kdaj govorili, in znotraj tega so potem sodniki, ki ocenjujejo te salame. Vse skupaj, pravzaprav nit tega pa so salamarski dogodki, salamjade. In tu so se kalili kadri dolgo vrsto let. In poslušajmo predsednika Zveze salamarjev Slovenije. Ja, v bistvu smo šli tako, da tisti sodniki, ki so kar nekaj let zaporedoma ocenjevali na vseh teh raznih salamjadah, da jih nekako včlanimo, vendar pogoj je bil, da so opravili tudi to šolanje v letošnjem letu tukaj pod Trško goro. Zveza salamarjev pa je ob tej priliki imela tudi svojo skupščino. Poslušajmo. Ja, v bistvu na skupščini je kot klasična skupščina, se pravi, pregledali smo dosedanje delo, potrdili plane za naprej, potrdili tudi nove člane upravnega odbora. Dotaknili pa smo se tudi leta kulinarike, ki bo leta 2021 v Sloveniji. To je leto kulinarike, evropske kulinarike, v katere predstavnik bo Slovenija. In dejansko se pripravljamo to zadevo, da bi to slovensko salamo, se pravi kmečko salamo, nekako promovirali v celotni Evropi. Zato se zdaj pripravljajo tudi vse te zadeve, ki bodo pa tudi, kot smo se danes pogovarjali, so padali z 60-letnico sevniške salamjade in bo državno prvenstvo, sicer naša želja je ta, da bi se odvilo to državno prvenstvo v Ljubljani, na Kongresnem trgu. In mislim, da je bilo to največja promocija tako za dolenjske predelovalce oziroma izdelovalce salam, kot za samo Slovenijo v Evropi. No, ta vsebinski del bi lahko rekel veliko bolj sodi, morda tja v Sevnico, morda tja v Šmarjeto ali pa tja v Šentjernejske kraje, ker se je pravzaprav zgodila ta salama. In namreč v etnološkem smislu negovati tradicijo je nekaj največjega in daje obeležje tistemu kraju in bogatstvo. In veste, tisti, ki išče 5-zvezdični turizem, tisti, ki išče tisto najboljše, želi tja v tisti kraj, tja k tistim zgodbam, tja k tistim potočkom, tja, kjer se je vse skupaj zgodilo. To bi morali vedeti, no, pa tudi v Ljubljani. Morda bodo na tak način zvedeli, da v neposredni bližini na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini negujejo tradicijo izdelovanja same salame. No pa predsednik, povejte, koliko je teh salam, koliko je tistih, ki to izdelujejo?
Veliko je teh pridelovalcev v Sloveniji, posebno teh kmečkih salam, nekaj registriranih, nekaj neregistriranih, ampak tako kot smo rekli, kot je za vino težko oceniti, koliko ga pridelamo, ali ga pridelamo 2, 3, 4, 5 milijonov litrov, tako je točno tudi za salame. Težko nekako napovedati, koliko se jih naredi, ampak ko nekje ocenujemo, da se proizvede v Dolenjskem cirka 30.000 salam, no in vse te salame se prodajo, drugače jih ne bi spet naslednje leto delali. Se pravi, da je to neka dobra baza, da znotraj te baze lahko najdemo najboljše salame in iz tega so tudi vsa tekmovanja teh salamjat. Moramo vedeti, da skozi v bistvu preko zveze, skozi vse te društva gre cirka 800 salamov. Vsako leto se oceni. Se pravi, da je to že en velik nabor teh salam. Veliko jih sploh na dan ocenjevanja teh salam in tako naprej. Tako da mislim, da je to en velik potencial za slovensko kulinariko, ki ga treba še na nek dostojen način promovirati in mislim, da bo tudi uspeh za vse nas. Predsednik Kostanjeviškega društva pa je ekonomist po poklicu, no in povprašajmo njega, kako on razmišlja o teh salamah. Namreč to je tisti naglavni greh, zaradi katerega se ta salamjada seveda izplača. Naši izračuni kažejo, da je ta dolina predesetljivo sposobna in naredi preko 30.000 salam. Pa mislim, da si še kaj več naredi, ker to smo malo takole ocenjevali in pa seveda nekaj tudi sprašvali. Mislim pa, da vse leži na temu, da trženje je bistvo bistva. Turizem, cviček, salama, suhomesnati izdelki, to naj bi v tej majhni naši državici bila bodočnost. Pa tisto, kar mi velikokrat spoganjajo, da znam jesti salamo, prodati jo pa ne znam, vem pa za predsednika, da zna prodati tako salamo. Povejte, ali obstaja ta trg? Gre za nekaj, kar je v principu draga mesnina? Trg obstaja. So, drugače ne bi naredili. Ja, so in jih se dalo se več narediti. Krasnih, pravih, domačih salam, brez posebnih dodatkov, res na tisti skoraj bio zgodbi, več ali manj, bomo rekel, ne vsi, domači prašiči vzgojeni, to je to, kar lahko pritegne turista, pa kakšni domači siri, pa en lep cviček ali pa kakšno belo dolenjsko ali pa drugo belo vino in to je to, ne. No pa povejmo še to, finale salamjat bo drugo leto v Kostanjevici in prav naš sogovorec je predsednik tega društva. Poslušajmo, kako so se dogovorili. Tako, mi imamo sedaj eno lepo priliko, imamo prvaka v salami in imamo 20-letnico društva zgodovine in bi to nekako združili in poskušali organizirati tako, da bi ena Kostanjevica v neki obliki predstavljala tisto, kar ne v bodoče bi bilo pri teh naših predstavitvih salamjade, ker Kostanjevica tako in tako je malo bolj turistična zgodba, ne pa toliko industrijska zgodba, ne? Ja, tako je bilo na Trški gori. In kaj je pravzaprav izkaz te zgodbe? Namreč v takem ambientu, v takem okolju, z takimi ljudmi, ki znajo izdelati salame, namreč vsi sodniki so bili najprej salamari in vsak od njih salamo zna izdelati, ob dobri kapljici, z dobro muziko, zraven dodati še kruh ali pa kakšno pečeno potico in že smo lahko na pravi poti do tistega, kar je turizem. Ne bom govoril o 5-zvezdičnem, govoril bom o čem več. Govoril bom o tistem, kar turist novodobni išče sebi nekaj za dušo. To pa smo danes že slišali.